Pozdravljeni. Vsi mi, navdušenci, nestrpno pričakujemo, kaj bo novega v sezoni 2026. In pri FII so objavili članek, ki nam lahko marsikaj razloži. Pri FII so objavili članek, kjer so poudarili vse spremembe, ki jim bomo priča v letu 2026. In seveda, tu so razložili tudi marsikatero spremembo, ki smo jo bili deležni, dobesedno v zadnjih dneh. Ampak, kot boste videli, v resnici gre za kozmetične popravke. In verjamem, da ste zasledili v svojem priljubljenem viru o Formuli 1 članek, ki je povzel dobesedno tisto, kar so povedali pri FII. In tu ni nič napačno. Mi si bomo tokrat ogledali, kaj je novega, in kot ponavadi, ko boste videli črno-belo sliko, vam bom dodal moje osebno videnje vsega tistega, kar je morda malce drugačno od onega, kar nam hočejo povedati. A sklicevali se bomo v bistvu na dva vira. Že prej omenjeni članek, ki je bil objavljen na spletni strani FII, in seveda uporabili bomo razlago, ki je dostopna na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. Torej, uporabili bomo dve izmed treh glavnih vej Formule 1. A poleg tega se bomo vračali tudi na dva starejša prispevka iz kanala Beggars Way. Namreč v enem delu se bomo ozirali po novih dimenzijah pnevmatik, in seveda tisti glavni prispevek bo pa onim, ki je govoril o prehitevanju v sezoni 2026. Ampak kaj je novega? Če sledimo onemu zaporedju, ki so ga objavili pri FII, bomo v sezoni 2026 videli krajše, ožje bolide Formule 1, ki bodo bolj okretni in bodo imeli tudi nižjo maso. In do tu nič napačnega. Ampak vprašati se moramo, za kakšne spremembe v resnici gre. Milostna razdalja bo v naslednji sezoni krajša za 200 mm oziroma 20 cm. Širina za 100 mm, širina samega dna se bo zmanjšala za 15 cm in ne smemo seveda pozabiti, da tudi prednji aerodinamični stabilizator bo nekoliko ožji. Seveda zopet za 100 mm oziroma 10 cm. Spremembe bodo tudi aerodinamične narave. Govorili smo o tem malce bolj podrobno v tistem prispevku o prehitevanju. Namreč dva pomožna profila na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, trije pomožni profili na zadnjem, ki bodo mobilni. A k temu se bomo še vrnili. Glavna točka, ki se mi zdi izjemno zanimiva, je masa. Namreč tu lahko vidimo, da so pri FII napravili korak naprej. V sezoni 2026 bodo bolidi imeli 30 kg manj. In če smo natančni, v članku piše, da bodo bolidi imeli maso 724 kg brez pnevmatik. A verjetno so mnogim sedaj zastregla malce ušesa.
724 kilogramov. Nekam nizka vrednost, lepo se sliši, a ne? A vemo, da je znižanje mase samo 30 kilogramov. Je bila minimalna masa v sezoni 2025 800 kilogramov. In tu verjetno se moramo ustaviti pri oni majhni pripombi. Seveda masa brez pneumatik. Koliko bodo tehtale pneumatike v sezoni 2026, to vemo. Namreč v istem že citiranem prispevku smo imeli tabelo tudi s tem podatkom. In za suho progo bo prednja pneumatika imela maso 10,4 kilograme, zadnja pa 12,8 kilograma. Seveda, če to pomnožimo za cel set, dobimo 46 kilogramov. Če k temu prištejemo 30 kilogramov, seveda smo točno tam. In tu lahko vidimo, kako nas želijo že malce žejne pripeljati čez vodo. Namreč prihranek pri masi je sorazmerno nizek, ker bomo imeli večje baterije, ki bodo imele bistveno višjo maso, ocenjeno tam med 50 in 60 kilogramov. Ampak o tem se ne na glas govori. Omenjal sem tudi, kako v prihodnje bodo bolidi aerodinamično drugačni. Namreč sam članek pri FII navaja, da bo aerodinamični oprijem približno 30% manjši. In seveda vemo, da v naslednji generaciji bolidi ne bodo več imeli tistih Venturjevih kanalov na samem dnu in drugi viri, kot je na primer BBC, navajajo, da bo znižanje samega oprijema nekje med 15 in 30%, kar je po mojem bolj verjetno. A bolj zanimivo je nekaj drugega. S koliko se bo znižal zračni upor? FIA navaja 55%. Ampak tu je treba povedati, da so dimenzije, kot smo videli malce prej, v bistvu takšne, da ne opravičujejo tega znižanja. Ampak če vemo, da bodo bolidi imeli mobilno aerodinamiko tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, nam je tako jasno, da nam prodajajo znižanje zračnega upora, seveda pri bolidu iz sezone 2025, seveda v položaju, ko je ta največji, in ga primerjajo s tistimi sezone 2026, ko bodo pomožni aerodinamični profili v tistem položaju, ko bo zračni upor najmanjši. Dobro nam je znano, govorili smo že, da DRS-a ni več. Imamo način za ravnine, straight mode, in seveda način za ovinke oziroma cornering mode. Ampak videli bomo, v bistvu so zadeve podobne onemu, kar smo videli do sedaj. Namreč tudi v sezoni 2026 bodo na progi točke, kjer bo lahko voznik uporabil eno ali drugo konfiguracijo. In tu je treba dodati še nekaj. Obstajal bo tudi tretji način. O tem se ni mnogo govorilo, ampak predstavljajte si, da je proga razmočena. In ne govorimo, da dežuje. Namreč ni nujno, da imamo padavine, da je asfalt razmočen, kjer so pogoji enaki. Ampak v današnji Formuli 1, ko je asfalt razmočen, direktor dirke ne dovoli uporabe sistema DRS. Če bi podobno ravnali v naslednji sezoni, bi se lahko zgodilo, da enostavno bolidi ne bi prišli do konca dirke, ne bi bili sposobni prevoziti tiste dane razdalje.
In zaradi tega obstaja možnost uporabe nekega srednjega načina, ko bo zadnji aerodinamični stabilizator ostal blokiran, prednji bo pa seveda deloval. A zopet zadeva, o kateri se bomo lahko še pogovarjali. A imamo novo ime za način, ki bo pomagal prehitevanju. O tem, da se bo preimenoval, sem seveda že govoril v tistem znanem prispevku o prehitevanju v naslednji sezoni in sedaj nam je jasno, da imamo tako imenovan overtake mode oziroma način za prehitevanje. In tu je treba povedati, da tehnično gledano nobenih sprememb ni. A imamo en podatek, ki je zanimiv. Namreč že res tisti, ki bo spredaj, bo lahko uporabil skozi čas zmeraj manjšo količino električno-hibridnega dela oziroma hitreje, kot bo šel, manjšo pomoč bo imel od tega dela pogonskega sklopa. A po drugi strani vemo, da bo oni zadaj lahko uporabljal 350 kilovatov tja do 337 kilometrov na uro, medtem ko oni spredaj bo imel bistveno znižanje že pri 290. Ampak poleg tega bo lahko porabil pol megadžula več energije, kar se sliši fantastično. Ali si znamo to predstavljati mi, navadni navdušenci, ki spremljamo Formulo 1 po televizijskih zaslonih? En megadžul je 0,278 kilovatne ure. Ena kilovatna ura je 1600 kilovatnih sekund. Zakaj je to pomembno, bomo videli prav kmalu. Pol megadžula je seveda pretvorjeno 500 kilovat sekund. In vemo, da bo v večini primerov oni, ki prehiteva, uporabljal 350 kilovatov. 350 kilovatov, seveda, če to podelimo, dobimo, da bo lahko uporabil praktično za sekundo in 43 stotink več časa za priti do tiste porabe pol megadžula energije. Res fantastična prednost in prehitevanje izgleda, da ne bo tako lahko. In zopet smo pri pogonskemu sklopu. V mnogih člankih ste verjetno zasledili, da bo porazdelitev moči približno 50-50, kar v resnici ni res. Porazdelitev bo prej 55 in 45 odstotkov, seveda na strani motorja z notranjim izgorevanjem. Sedaj zadeve pretvorimo v kilovate, da bomo imeli seveda enake enote. Imamo danes seveda motorje z notranjim izgorevanjem, ki proizvedejo tam med 550 in 560 kilovati, ker bomo v naslednji sezoni imeli seveda sintetična goriva, se bo to zmanjšalo na približno 400 kilovatov. Medtem ko na električno-hibridnem delu se bo iz 120 kilovatov zadeva zvišala na 350 kilovatov. In tu se vračamo na začetek tega prispevka. Namreč dobili smo razlago, zakaj potrebujemo baterije, ki so seveda večje kapacitete in tudi, ki imajo višjo maso. Električno-hibridni del bo približno zaokroženo 3-krat močnejši tistega, ki ga imamo danes. Ampak ni dovolj. Na srečo se pri FII trudijo nekako poenostaviti zadeve. Govorili smo o načinu za prehitevanje. Ampak
Imamo še dva izraza, ki pravzaprav bosta marsikoga, ki se malce spozna, zmedla. Imamo tako imenovani boost mode. Marsikdo se bo sedaj začel spraševati, kaj je pa to. To ni nič drugega kot način, kjer seveda voznik lahko uporablja maksimalno moč motorja z notranjim izgorevanjem, ne glede na porabo goriva, in podobno maksimalno moč elektrohibridnega dela. In seveda zadeva je v rabi že danes. Vozniki uporabljajo ta način za približevanje svojemu nasprotniku in tudi za branjenje pozicije. Vse je odvisno od tega, koliko goriva imaš v rezervoarju in koliko energije imaš v bateriji. Ampak nič takega, nič novega, le neko ime, ki bo morda nekoga tudi zmedlo, kajti boost mode in overtake mode sta si zadevi, ki vsaj na uho sta dovolj blizu. Ampak imamo še recharge mode, torej način, ko se baterije polnijo. In je to kakšen poseben način? Ali je tisto, kar smo do sedaj imenovali lift and coast? Mnogi komentatorji so lift and coast tako pogosto ponavljali, da sem sam mnogokrat mislil, da gre za kakšno božično novoletno pesem, ampak pustimo sedaj to. Tako se polni baterija v samem bolidu Formule 1, podobno kot v vsakem hibridu, ko dvignemo nogo iz stopalke za plin oziroma ko zaviramo. Kinetična energija, kajti vozilo, bolid Formule 1 se premika naprej, se znižuje. Znižuje se, seveda, in ta kinetična energija se pretvarja. Mnogokrat smo videli to pretvorbo v nočnih dirkah, ko seveda se je energija iz kinetične pretvorila v termično. Ste opazili kdaj žareče diske? No, seveda gre za poenostavljeno razlago, ampak sedaj vam je jasno. Nič novega, le dodatno ime, ki bo zadeve poenostavilo. Meni jih osebno že ni, ne vem, kako je pri vas. Ampak toliko o tem, kaj nas čaka novega in kaj nas želijo prepričati. Videli bomo seveda v prihodnje, kaj se bo zgodilo, ali bodo še kaj spremenili, ampak kot sem dejal, na tehničnem področju ni bilo kakšnih bistvenih sprememb, na tistem poimenovanju kar precej. In zanimivo je, kako so malček priredili številke, da zadeve izgledajo lepše. A v resnici niso. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.